Ne vem sicer, na kaj vi prvo pomislite, ko slišite električni avto. Meni recimo pri BMW-ju prvo na misel pade tale. Ampak ja, ta je bil eden prvih pri njih, zdaj pa se elektrika seli v vse modele. Nekateri so narejeni na lastnih platformah, večinoma pa na istih kot bencinski in dizelski bratje. In iX2 je eden od večine. Zdaj, če bi zelo poenostavil, bi rekel, da je to iX1 s kupejevsko obliko strehe. Ampak BMW pravi, da je to čist drug avto, da so ista samo hiše ogledal, vse ostalo je pa novo, drugačno. Ja, kar se oblike tiče, je spet seveda stvar okusa, ni vse za vsakogar, tudi meni všeč. Preveč je nekih nepotrebnih detajlov, nekateri deli izgledajo preceni na stole plastiko, nobene elegance, ampak opazen pa je, to pa ja. Sploh to v bistvu zelo privlačna barva, ampak to itak vse vidite, a ne? Moja naloga je, da zdaj povem, kako se pele in kako se obnese električni pogon, zato grem zdaj z njim nekam na jug. In po 9 urah vožnje, ki bi jo z navadnim avtom prevozil uri in pol manj, sem 650 km od doma. Ustavil sem se pa 2-krat za polnjenje. Tudi vozil sem se zelo počas, da je bila poraba zmerna pod 20 kWh na 100 km, baterija pa ima neto kapaciteto slabih 65 kW, tako da mi je uspel narediti dobrih 300 km po avtocesti. Ampak zres na easy vožnjo. To še enkrat povem, ker če bi se vozil 130, bi bilo glih dovolj za kakšnih 250 km, potem pa polniti spet. To me v bistvu še najbolj moti, da je baterija pri tem iX2 majhna. Vse, če ga uporabljate samo za dnevne vožnje, ni panike, če greste na tako dolgo pot, pa je hiter premalj, sploh ker se tudi polni ne zelo hiter. Največ 130 kW, kar je zelo povprečno. In moč polnjenja tudi ni toliko konstantna kot pri recimo i4. Tovarna obljublja, da se od 10 do 80% napolni celo manj kot pol ure, no pri meni je šlo malo dlje. Ko sem ga polnil od 10 do 95%, je pa trajal 1 uro, čeprav z enosmernim tokom to ni toliko priporočljivo, ampak žal Hrvati tukaj na jugu še nimajo delujočega Ionitija, ga bodo zelo malo preklopili, tako da bi lahko na ta prvem napolnil malo manj, ker potem je bila pa postanka res lahko malo krajša. Sicer pa avto kot takšen za dolge poti je prijeten v kabini, ker je dejansko veliko prostora za potnike, to pa zato, ker je ful zrasel v primerjavi s starim. Meni je bil stari raven zaradi zelo kompaktnih mer všeč, ta je pa zdaj skoraj 20 cm daljši in tudi precej višji, tako da je izgubil tisti čar malega navihnega BMW-čka, ampak je postal veliko bolj resen, če se tako izrazim. Prtljažnik v resnici tudi ni majhen, je pa dokaj nizek zaradi položne šipe. Ampak, da se vrnem k vožnji, s paketom opreme M-Sport je precej trd, torej blaženje je zelo čvrsto. Na lepih cestah ni neudoben, ni pa mehek, česar v resnici tudi nisem pričakoval, ker želi biti malo bolj športen. No, tukaj ga pa lahko pohvalim, ker je občutek na volanu zelo dober in tudi podvozje odlično deluje v ovinkih. Sicer se čuti, da ima 2 toni 100, ampak vseeno v rokah deluje lahkotno, tudi hitre menjave smeri mu ne delajo nobenih težav in trakcija je fantastična. Nobenega zdrsavanja koles, čeprav je navora skoraj 500 Nm in to v vsakem trenutku. Vrhunsko se odlep z mesta, do 100 pospešuje 5,6 sekunde, gre največ 180, kar ni tako pomembno pri električnem križancu, ampak meni največ šteje, kako krasno pospešuje iz ovinkov in kako lepo in usklajeno deluje pogon z 2 motorjema. In lahko kar pozabite na te vozne programe, ker jih v resnici res ne potrebujete. Vozite kar v najbolj učinkovitem efficient in pritisnite tale boost, kako ga prehitevate. Takrat res fino sune, to bi jaz imel v vsakem avtu. Sploh, ko se peleš po takšni lepi zaviti cesti in hočeš fajn pospešati iz ovinka, tako takrat res prav pride, če vam ni škoda gum, ker fajn zagrabijo asfalt. V glavnem je to eden lepše voznih križancev na trgu, tako da če vam je to pomembno, je pravi za vas. Moč je 230 kW, kar je 313 konjev. Večinoma itak preveč, v praksi bi bil čist dovolj tudi model 20, ampak ta je res boljši, veliko bolj dinamičen, volana ne trga iz rok kot pri tistem, ki ima samo prednji pogon. Skratka, priporočam ga s tem pogonom, če želite imeti takšen avto, ki pa niti približno ni pocen. Bom ga pa izkoristil še za eno stvar, ker me vedno vsi sprašujejo, kako se obnese pri vleki prkolce. Evo, jaz svoje moram odvleči domov, tako da krasen primer. Tukaj sem zdaj v bližini Makarske in takoj sem naletel na 2 težavi. Ena je, da leva polnilnica ni delovala, ampak samo desna, s tem, da desno mi je pa že 3-krat vrgel ven. Krasno, pa ne zaradi avta. To so kar pogoste težave, ki jih imamo vozniki električnih avtov.
Še večji problem je pa ta, da te polnilnice vedno tako neumno namestijo, da jaz moram vedno pri kolcu najprej odklopiti in šele potem lahko dam avto polniti. Naslednje polnjenje je bilo pa na Ionitiju in tam je šlo tako kot vedno, brez težav. Priklopiš, prisloniš BMW-jevo kartico in polni. S polno močjo, jasno, čeprav so bile vse polnilnice zasedene. Sem imel kar srečo, ker je bila raven ena še prosta, ker sta potem takoj za mano pripeljala še dva turista in sta morala čakati, da se je nekdo odklopil. Vožnja s takšno majhno parkolco je za okoli petino bolj potratna, ampak ta z vso robo na njej tehta manj kot pol tone, zato jo med vožnjo komaj čutiš, poraba je pa tudi še sprejemljiva. Večjo moram pa še preizkusiti, ampak ne vem, kako bi šlo na tako dolgo pot. Plus, tisto bi bilo pa res nerodno, ko bi jo moral odklapati vsakič, ko bi se želel polniti, tako da bo trajalo še kar nekaj časa, da boste množično videvali Nemce in Nizozemce, kako vlačijo tiste svoje ogromne parkolce na morje z električnimi avti. Evo, jaz sem nazaj v Sloveniji, pot je bila pa spet za kakšni 2 uri daljša, kot bi bila s klasičnim avtom, ampak se da. Tudi cenovno je nekje tam kot nek varčen dizel, če se polnite na hitrih polnilnicah, tako da je tukaj bolj vprašanje, če se vam da s tem ukvarjati. Ker da pa se, očitno, a ne? iX2, poraba okrog 20 kWh na 100 km, vožnja je zelo fajn, vse ostalo je pa stvar okusa.